Lepo pozdravljeni v vijoličnih novicah iz studia Belek. Ko je z nami kapetan, je vedno zanimivo. Martin Milec, dobrodošel. Bravo. Miki, najprej poškodba, ja, ne, izpustil se eno tekmo. Zdaj, če smo iskreni, skozi malo čutim bolečino, sploh ko pač darjam žogo z levo nogo. Hvala Bogu je to leva, da ni desna, ne? Da nisem v levi črti. Ampak ne, tista tekma, kaj sem jo pa spustil, pa je bila bolj zaradi v izogib kaki poškodbi, tako da je vse okej, no. Normalno treniram. Treniraš vsaki dan? Treniram vsaki dan, igram tudi, razen pač te ene tekme, ampak generalno se dobro počutim, no. Bom že zdržal. Ker smo imeli danes dvojni program, si najprej pogledamo najzanimivejše trenutke iz tekme med Mariborom in mlajšo ekipo Šahtjara. V sobotnem dvojnem programu najprej tekma proti ukrajinski B ekipi Šahtar Donjecka in rezultat na koncu 1:1 ob vrnitvi Repasa in Uskokoviča, zadetek po dolgem času Roka Baturine. Začelo se je prav s priložnostjo Baturine, v prvem poizkusu je zadel zunanji del mreže. Iz prostega strela je Rok Kronaveter zadel zgornji del okvira gola. V 27. minuti pa vodstvo Dizdarević je podal, Baturina pa zanesljivo premagal ukrajinskega vratarja za 1:0. Do konca polčasa so zapretili tudi Ukrajinci, toda najprej je strel Pohirila ubranil Pridgar, po odbiti žogi pa je pred golovo črto reševal Lorber. Na začetku drugega polčasa šok, Ukrajinci niso upoštevali fair playa, izvedli stranski out na hitro in zadeli, toda gol je bil razveljavljen. Na drugi strani je z voleja poizkusil z razdalje Kronaveter, izkazal se Tvardovski. Do konca tekme priložnosti ni bilo, Ukrajinci so sicer izenačili, po odvzeti žogi na polovici Maribora je bil strelec Sihejev. Zadnja priložnost za Maribor pa se je ponudila Lorberju, toda Ukrajinci so se ubranili in ostalo je pri 1:1. Ja, v tekmi se je videlo, da smo zdaj v tem trenutku, v tem momentu pripravki so noge zelo težke. Tako je tudi prihajalo do enih teh napak v izgradnji igre. Ampak važno je, da ponavljamo te principe, ki smo jih gradili že v jesenskem delu in mislim, da smo na dobri poti. Miki, to tekmo si ogledal ali? Ne, tam nisem bil, ogledal sem si jo normalno preko prenosa, ampak tam nisem bil. Vseeno sem se mogel malo spočiti, ne. Popoldan je bilo kar napeto. Zjutraj sem naredil neko aktivacijo z našim Mirzo, s fizioterapeutom. Te stvari, ki imamo mi dva, glede moje poškodbe, ki se je zgodila, tako da sem pa gledal, normalno. In kaj bi lahko rekel o tej tekmi? Pa škoda, da nismo zdržali tega rezultata s prvega polčasa, ampak veseli predvsem to, da res na teh pripravah vsak dobi svojo minutažo, da dobi vsak svojo priložnost, da se dokaže trenerju. In mislim, da zdaj nekih velikih stvari od mlajših igralcev ne gre pričakovati, ampak vseeno, oddelali so svojo tekmo tako kot treba. Moramo vedeti, da tudi igralci Šahtjara, čeprav je bila to druga ekipa, so na nivoju, se vidi, da delajo dobro, vemo, da imajo normalno dobro nogometno šolo, tako da vseeno mislim, da kljub temu, kljub ne zmagi, temu remiju, vseeno mislim, da dosti pozitivnih stvari.
Bi katerega od mladih igralcev izpostavil, pohvalil? Pa zdaj, na prvo žogo mi najprej pride na pamet Lorber. Res odlično se je vključil, čeprav ni dolgo z nami. Super odigra tekme, gre v duele, kot da bi bil z člani že nekaj časa. Res zelo je napredoval. Jaz upam, da bo nadaljeval tak, trenira res super in mislim, da bi lahko z njim spisali eno lepo zgodbo. No. Kaj pa tekma, na kateri si igral 90 minut, to je proti Dinamu iz Kijeva. Kaj mi lahko povedal o tem, kakšni so občutki? Super, mislim, ko zmagaš takega velikana z 2-0, ne prejmeš zadetka, čeprav so imeli svoje priložnosti, normalno je super. Vidi se, da smo res odgarali tekmo, res od prve pa do zadnje minute kot res prava ekipa. Odnos je bil pravi, pomagali en drugemu na igrišču in na koncu se je to obrestovalo. Drugače pa mislim, da odkar je Jojo v taki formi, kot je zdaj, na koncu mogoče niti ni kaj za filozofirati. Mi bomo oddelali, trpeli svoje, nas 10, na koncu mogoče bomo dali samo žogo njemu in on bo odčaral svoje, tako kot je danes, ampak res vrhunska poteza na koncu. Ampak se pravim, kot cela ekipa smo delali dobro, moramo vedeti tudi po drugi strani, da so oni med polčasom menjali celotno ekipo, kar je normalno še težje v drugem polčasu. Ti si utrujen, oni so vsi sveži, ampak res super predstava, z določenimi normalno, tako kot na vsaki tekmi pomanjkljivostmi. Ampak vemo, to so priprave, noge so težke, narediš daj kako napako, ampak na koncu res ena super zmaga proti res zelo dobremu nasprotniku. Jo je po tekmi rekel, vse to ste že videli. Vse to je res. V njegovem stilu. Mislim, on ima res, on je res pravi profesor, magija, kaj naj rečem. Vse danes je res pri golu dokazal, ne, pri drugem. Kaj lahko naredi na malem prostoru, praktično iz nič smo, lahko rečem, dosegli zadetek in ko je on pravi, pa dejansko lahko rečemo, da je do zdaj bil pravi na vsaki tekmi, ki je odigral, plus zdaj, ko se še spravil v res dobro formo, ko je treniral celotne priprave, mislim, da lahko res ogromno pričakujemo od njega. Vidva se na tvoji strani, bom rekel, dobro razumeta, ne? Pa ja, pa moram reči, da ne samo na igrišču, tudi izven igrišča, tudi zdaj v hotelu smo dosti časa preživimo skupaj. Sicer te neke igrice, ki nam je prinesel iz Italije, nam pokazal, smo še slabši, ne, ampak tudi tu ga bomo dobili. Mislim, da bomo boljši v igricah proti njemu, kot pa na igrišču, no, sigurno. Pa si poglejmo najzanimivejše trenutke iz tekme proti Dinamu iz Kijeva. V drugi sobotni preizkušnji v Beleku sjajna predstava proti ukrajinskemu rekordnemu prvaku Dinamo Kijevu in zmaga 2-0. Večino nogometašev je odigralo vseh 90 minut, Jan Repas in Luka Uskoković pa sta izkoristila celotno soboto, da sta se popolnoma vrnila nazaj v tekmovalni ritem. Prvi poizkus je proti golu ukrajinskega vratarja usmeril Martin Milec iz prostega strela. V 15. minuti pa je prvič nas opozoril Josip Ilić iz razdalje. V 31. minuti je za Ukrajince poizkusil Sidorčuk, meril nenatančno. Na drugi strani pa je po podaji v kazenski prostor Carenko poizkusil strelom v dolgi kot, izkazal se Meno Bergsen. Mariborčani so v drugi polčas odšli samo z eno spremembo, Bergsena je v golu zamenjal Jug, sicer pa je enajsterica delovala brezhibno in v 49. minuti vodstvo. Po kombinaciji po levi strani je Božič potisnil žogo nazaj do Antolina, ta pa je iz prve udaril v dolgi kot in bil natančen.
Le minuto zatem ob duelu Mileca in Vanata, prestrogo do 17 metrov, ko pa je Vanat poslal mimo gola. V 57 minuti je poizkusil strelom Brnič. V 70 minuti pa je po podaji Božiča Brnič zadel nasprotnega vratarja. Ob koncu tekme še nekaj lepih akcij mariborske napadalne vrste. Najlepšo pa je ustvaril znova Josip Iličić, ki je nanizal nekaj Ukrajincev v kanskem prostoru, potem pa nesebično podal do Brniča, ki je zaključil ob vratnici in povišal na 2-0. Ukrajinci so poizkusili do konca tekme vse, da bi premagali Ažbeta Juga, ta pa je dvakrat odlično posredoval in končalo se je z zmago z 2-0. Še ena res zelo dobra predstava za ta del priprav. Naslednja tekma in obenem tudi zadnja v Beleku bo v sredo, nasprotnik pa bo ukrajinski prvak Šahter. Ja, sigurno Dinamo Kijev je en velik klub, vemo, da ima zelo kvalitetne igralce, ampak ja, mi smo uspeli nekako s to našo prepoznavno igro, smo uspeli priti do golov. Ja, kar se tiče pa nule vzad, je pa treba res še bolj maksimalno biti skoncentriran, da pač nasprotniku ne pustimo niti ene šanse, pač ne pride niti do 11 metrov, recimo. Ampak pač jaz bi rekel, če gledamo v celoti, je ena zelo dobra predstava. Miki, kako pa mi kaj kuhamo? Znamo kaj ali Pa znamo, žena? nekaj znamo, ampak bolj nekih tradicionalnih slovenskih ali pa štajerskih ali pa bilo kakih jedi, ne, jaz sem bolj na neko mogoče. Moderno, tujo kuhno ali kaj? Ja. Dobro, jaz glede na to, da si Ajde. iz okolice Maribora, pa da je zdaj zima, imam vsekakor za tebe izziv, ki je klasičen, štajerski. Pečenice si sigurno jedel že, ne? Ja, sem jedel. Kako bi znal narediti to? Mislim, ne zdaj od zakona. Ja, to si zdaj gleda. Če bi znal pečenice kupiš, če bi veš, kaj bi z njimi naredil približno. Ko spekel bi jih, ne, pa pojedel. Prvo malo skuhamo. A skuhamo tu? Ja, prvo skuhamo, pol popečemo. Dobro, kaj bi pa postregel zraven pečenic, recimo? Pa moram reči, da mi, ko jih doma imamo, ponavadi naredimo kako krompirjevo solato zraven. A drugo pa nič, to zelje, krompir, cvirke. Pa, cvirke imam sicer rad, ampak jih žena recimo nima nekaj rada. Zdaj si pač rekel tisto, kar znaš narediti. Ne, pač, ne, jaz imam rad to cvirke, ampak, Pa dobro, ampak od cvirko ne bi znal narediti. nekaj bi Sam ne. spravil, pa ne, zdaj od cvirke tudi kupiš, zdaj ne, ne od osnove dalje od cvirke, ker te rajma Vse sem ti rekel tradicionalno, to sem bolj slab. Pa dobro, nekak bi bilo, ne. Čas je za našo pantomimo, tokrat golmanski par in sicer Ažbejuk in Meno Bergsen. Krona. Vipi? Ja, bravo, bravo, ja. Zato sam rekel, da to je dobro. Mičo. Bravo.
Nagradno vprašanje za 6 vstopnic v Ljudskem vrtu proti Olimpiki bo 19. februarja, pa se glasi: kmalu bomo izbrali vijoličnega bojevnika za leto 2022, nas pa zanima, kdo je bil igralec, ki se je prvi okitil s tem nazivom. Miki, to je to, vedno konkretno, ne predolgo, tako kapetan mora. Imaš še mogoče kako sporočilo za... Ja, imam še eno sporočilo. Imaš. In to se navezuje na, kdaj bo to, dva studija nazaj, verjetno, ko ste delali z Načotom, ne? Načo, ja. V ekipi so me pač prosili, da pač to moram izpostaviti, ne. Sicer ne vem od kdaj in kak se je lahko Načo sam okitil za nekega kinga ali pa kralja, ne. Namiznega tenisa, jaz ne vem, on je verjetno igral kakšne kvalifikacije še za Grand Slam, ker moram reči, da to ne drži, ne. Je mogoče s kuharji, pa to, da gre... Verjetno s kuharji, ja. Ampak to še treba res... Torej ne drži. Ne drži, to definitivno ne drži. Kdo je boljši recimo od njega v tem trenutku tak iz glave? Iz glave? Ja. Najboljši je verjetno, po tem, kar smo do zdaj igrali, je najboljši Krona, Jojo mu je tu tako iza, pol sem jaz, moram povedati. Ja. Tako da, je kar, no, je kar. No, se pravi, ti praviš, da Krona veter... Krona je res, jaz mislim, ja, Krona dobi. Mislim, vsi trije, kaj si nas naštel. Lavo to mi z levo roko igramo, on je tu i levičar, ročno. Nisem igral proti njemu. Kaj z levo roko. Dobro, zdaj v pričakovanju dvobojev, da vidimo, kdo je prvak hotela v ping-pongu, vas lepo pozdravljamo iz studia Belek in do jutri. Miki, hvala lepa. Hvala tebi.